obstajajo zgodbe, ki si zaslužijo živeti večno. In včasih se izda pa naredi kakšna taka knjiga, ko bi nekdo rekel, vse to ni tržni potencial, ampak ima neskončno moč v tem, da ohranja našo kulturno dediščino. In ena takih knjig je tudi Oj, dolina ti Trbovska, kjer so zbrane pesmi tamburašev, ki so prepevali v časih črnih reverjev. Z nami je Karmen Lindič, ki je govorila, kako so ohranili to dediščino, kako pojejo te pesmi in kaj pomeni ta dediščina za vse, ki tam bivajo, ne samo v Trbovljah, ampak tudi za celotno Slovenijo. Današnja oddaja s knjigo je pa poklon naši kulturni dediščini, še posebej dediščini Trbovelj. Z nami je Karmen Lindič. Karmen, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Si glavna iniciatorka tele knjige, zbirke pesmi o trboveljskih avtorjev. Naslov smo podali Oj, dolina ti Trbovska. In sicer zbirka v bistvu notnih zapisov, ki so jih peli in igrali v času, rečete, črnih reverjev. A malo več poveš o tem, kje ste našli te zapise? Ja, tako, morda malo v zgodovino, ne? Jaz sem se prvič srečala s tem sestavom, ki je prepevala oziroma igrala te notne zapise oziroma te pesmi že leta 82-83, ko sem zamenjala dirigentko, ki je šla na porodniški dopust, ženski pevski zbor Društva upokojencev. Oni so vsi delovali takrat pri upokojencih. In res sem v sosednji sobi slišala zvoke tamburašev, slišala zvoke ženskega terceta, ki so prepevali pesmi. Tudi na odrih smo se takrat srečali, ne jaz z ženskim zborom, oni pač s svojim programom. Ampak potem sem jaz nadaljevala študijem, naša pota so se razšla in nekako sem pozabila na nje. Do leta 2003, ko sem potem spet oziroma začela prepevati v vokalni skupini Plavica, smo se spet srečevali na odrih in njihove pesmi, moram reči, kjerkoli so jih zapeli, so naleteli res na tak močan čustven odziv. Publika je ploskala, nekateri so celo potočili kakšno solzo. In potem sem rekla, kaj pa če bi nekaj teh pesmi pač ženski tercet odstopil tudi naši vokalni skupini, če jih smemo tudi me izvajati. In Anka Grahek, takratna članica ženskega terceta in tudi vodja, je z veseljem potem odstopila nekaj pesmi. In te pesmi smo potem me tudi prepevali kar nekaj na raznih odrih in tudi me smo doživeli res en tak čustven velik aplavz in odobravanje takšnih pesmi. Potem sem postala pa tudi jaz upokojenka in začela sem se vključevati v dejavnosti literarnih prijateljev pri Društvu upokojencev. To pa je prav v tej zgradbi, v teh prostorih, kjer so takrat delovali ti ljudje. In ko sem enkrat vstopila v to sobo, pogledala v te omare, kjer je ležalo na kopice notnih zapisov, pesmi, me je prišla takšna misel, vse to bo nekje končalo. Nekje v kakšnih kleteh ali podstrešjih ali pa morda celo kar na smeteh in ti ljudje bodo pozabljeni. In začela sem razmišljati, kaj pa če to zapuščino njihovo, to so res trboveljski avtorji pisali, po rodu Trboveljčani, tudi besedilopisci Trboveljčani, oni sami Trboveljčani, pevke in izvajalci na inštrumentih. In ko sem to omenila literarnim prijateljem, so takoj rekli, ja pa dajmo, to bo res vse pozabljeno. In potem smo našli založbo Petka. Da se ne pozabi. Karmen, ti prihajaš iz Trbovelj, rojena v Trbovljah. Kaj pa predniki? So delali v jamah, ne? So kaj povezano s tem? Ja, dedek je delal v jami, stric je delal v jami, potem stara mama je imela brate, ki so tudi vsi delali v rudniku. In vsi smo bili nekako res vpleteni v to rudarsko življenje. Tudi sami izrazi, ki se še danes uporabljajo v Trbovljah, so res posledica teh črnih revirjev. Pri nas so določeni izrazi, ki se nikjer v Sloveniji več ne uporabljajo. Recimo? Kaj vem,
kumarat, šaft ali pa knapušna oziroma kulm. Tudi te izraze najdemo v sami zbirki, a ne, ker smo dodali nekak slovarček teh besed, ravno zato, da bi ljudje, ki bodo odprli knjigo in morda prisluhnili oziroma se začeli učiti te pesmi, a ne, se spopadli z njimi, razumeli, o čem sploh pojejo. Res imate izrazit govor, to moram potrditi. Ampak kaj bi rekla, da je v Zasavju, pa tudi posebej se mi zdi v Trbovljah, to, da je čutiti, da ste tako ponosni na svojo dediščino. Tako veliko delate, da se ne pozabi ta čas, ko je res Trbovlje cvetelo, ko je bilo bogato z vsemi industrijami, seveda z rudnikom. Kaj bi rekla, da je tisto, kar vas tako povezuje? Morda res ta kumarat šafta, ki je pravzaprav eno prijateljstvo med samimi knapi, ki je takrat delovalo. In to ni bilo samo v rudniku, to se je dogajalo tudi popoldne v prostem času. Vedno so si znali pomagati in še danes se mi zdi, da pri nas v Trbovljah znamo priskočiti na pomoč drug drugemu, znamo držati skupaj. Nenazadnje pa sama glasba, ki je prisotna, Trbovlje ali pa na splošno Zasavje je poznano po kvalitetnih glasbenikih, po kvalitetnih inštrumentalistih, tudi pevcih. In petje je bilo vpeto v življenje ne samo rudarjev, potem tudi otrok. Vse Trboveljski slavček, že pred vojno, kot evropsko najbolj poznani, najboljši pevski zbor otrok, izhaja prav iz Trbovelj. Franc Princ je zapisal: Zapojmo pesem naši rodni zemlji, naj se razlega prek sveta. Najrajši pojem o dolini naši in o rudarjih, ki so v njej doma. A lahko da malo več poveš o samih pesmih, ki so zbrane tukaj noter? Ja, to je vzeto iz pesmi Slovenska zemlja, ki je poklon pravzaprav Sloveniji kot domovini, njenim naravnim lepotam, pa tudi ljudem, ki so v njej doma, nenazadnje tudi tistim, ki radi pojemo, ki imamo radi glasbo, petje, ki se družimo ob njej. Pesmi v tej zbirki niso samo rudarske, pravzaprav sta popolnoma z rudarsko vsebino le dve pesmi. Avtorja Iva Gračnarja, ki je bil tudi vodja tamburaške skupine v Trbovljah takrat v tistem času, od leta 1978. Potem pa najdemo naslednje pesmi, bolj, bom rekla, svobodne oziroma ne tako vezane na rudarstvo, kar me pravzaprav tudi veseli, da niso bili rudarji tako zagrenjeni, vsak dan vpeti samo v to rudarjenje, knapušno, da so znali tudi uživati v naravi, da so znali uživati v jutrih, ki so se prebujala. Potem najdemo eno čudovito balado Z vetrom, ki opisuje spomine na mladost, na vse lepo, kar se je dogajalo v mladosti. Potem najdemo tudi pesem o materi. Verjamem, da so rudarji spoštovali družino, da so bili navezani na mater. Matere so vsak dan molile, da bi se otroci rudarji in možje vračali zdravi in pa seveda živi domov. Pa tudi o otroku najdemo pesem. Tako da prav tako, različna tematika, ki je združevala ljudi v Trbovljah. Vse pa čustvene, res lepo čustveno. O rudarjih pa malo po enem kratkem premoru. V oddaji s knjigo danes govorimo o knjigi Oj, dolina ti Trbovska, avtorice Karmen Libič. In da preberem en tak lep del pesmi z naslovom Trbovska dolina. Oj, dolina ti Trbovska, tukaj človek ustvarja, živi, rad prepeva, zaigra si, če je treba, zakovne zotri. Če uspe, se veseli, če ne gre mu od rok, se jezi in gostilno zavije na truc, tam ga zvrne en liter za nuc. Taka zelo knapovska, bi rekla. Tako, tudi izrazi, verjetno jih zdaj lepo ni razumelo, kaj želi s tem povedati. Kaj je truc?
truc je navkljub vsemu, a ne, ali pa za nalašč. Aha. Za nuc pa zato, ker rabi ta liter, a ne, vina, nuca vina. Ja. Karmen, a če pomisliš na svoje otroštvo, kakšno je bilo Trbovlje pa življenje v Trbovljah takrat, v primerjavi z danes? Ja, morda smo se otroci le vseeno več družili, kot se danes. Jaz sem sama hodila v glasbeno šolo, pa potem sem prepevala tudi v mladinskem pevskem zboru 4. razreda naprej. Vsak dan smo pač nekaj počeli in se res družili. Imeli literarne večere z glasbo, pa prepevali na raznih prireditvah. Takrat je bilo še več praznikov, se mi zdi, kot danes, ker smo kar naprej nekje nastopali. Je pa res, da če danes hodim po Trbovljah, a ne, so Trbovlje zelene. Trbovlje so čudovite, mislim, da ne samo zame, kdorkoli si je Trbovlje predstavlja kot tisto sivo dolino, a ne, v kateri ni dreves. Tudi pesem rudarskih otrok, ki sem jo prepevala kot otrok, govori o tem, a ne, da tukaj ni dreves, da ni zelene trave in kako smo vsi zagrenjeni od tega in ubogi otroci. Danes imamo čudovite parke, polne zelenja, polne otroških igral, imamo krasno, bom rekla, obrtniško ulico v Trbovljah, a ne, kjer se lahko človek sprehodi, opazuje te izložbe, morda poklepeta s kakšno prijazno sosedo, znancem, kajti v Trbovljah se tako rekoč kar skoraj vsi res poznamo, a ne, tako da če greš na sprehod, hitro srečaš koga, ki poklepeta s tabo. Meni je prav zanimivo, ko marsikdo z mano vredne, tako ko imaš v mislih Trbovlje, to je pa tam, tista dolina, ki je skozi temno, pa sajasto, pa umazano, Potem pa dejansko pridejo v današnjem času v to dolino, so pa presenečni, to je čisto nekaj drugega, kar so si predstavljali. Res so se vživele v tem času. Razvile, sodobne postale, a ne, ja. Tudi veliko tujcev noter prihaja, mislim, industrija se razvija, inovacije so izjemne, tako da res živi tisti nek duh ustvarjanja, ustvarjalnosti. Zakaj se ti pa zdi, da je res pomembno ohranjati kulturno dediščino? Zato, ker smo ponosni. Ponosni kljub temu, da so bile Trbovlje sive, da so živeli pač rudarji tako, kot so, pa so ponosni na to. Kajti takrat je bilo treba res verjetno malo drugače zagrabiti za delo, a ne? Malce drugače živeti. Vsak dan v strahu, ali se bo oče vrnil živ ali ne. In tudi morda je bilo zato toliko tega popivanja tudi v gostilnah, a ne, da so se sprostili na takšen način. Ampak moji spomini na vse te dni očeta starega in pa stricev so lepi. Pogosto so prijeli v roke harmoniko ali pa kitaro stric in velikokrat smo prepevali. Res smo v Trbovljah ogromno prepevali. Zato ni čudno, a ne, da so tudi ti avtorji, moram reči, da so ti avtorji, sam Tine Jelen, ko sem začela raziskovati njegov življenjepis in kje vse je bil aktiven, jaz sem ga spoznala, oziroma sploh ga nisem poznala, ker je on umrl leta 1993. Jaz sem ga samo imela v spominu to kot tistega človeka, ki je delal v društvu upokojencev s tem tercetom, igral harmoniko, prepeval te pesmi, ki so bile njegove, avtorske, ampak da je on veliko delal za pihalni orkester RTV Slovenija. Da je leta 1965 celo napisal pesem za slovensko popevko Eldi Viler, ki jo je izvajala. A ne, on, da je deloval leta in leta z ansamblom Dorka Škoberneta, da je zanj pisal pesmi. To o njem nisem vedela. Pravzaprav je to poznan in tudi, bom rekla, strokovnjak na svojem področju, čeprav ni imel te splošne glasbene tako podprte, kot jih imajo danes. In mislim, da je nekje zapisal, da ni še dal vsega, kar je želel v življenju, in tako rekoč je on pisal kot upokojenec potem za to skupino do zadnjih dni svojega življenja, ne. In zadnje pesmi so tam nekje 91., 93. nosijo datum, on pa je umrl 93. Tako da res. Pravimo, da obstajajo zgodbe, ki si zaslužijo živeti večno. In tudi, če tako pogledamo, kaj bi človek brez nekih svojih korenin, kaj narod brez kulture, in je vredno, da vemo, odkot prihajamo in da je to nekako trdno, stabilno, da lahko potem tudi gledaš naprej v neko prihodnost, ne. Kakšna je bila pa glasba, če primerjaš tisti čas, ko si bila ti še otrok,
primerjavi z danes, se je to razvijalo, je več tega, je manj? Konkretno v Trbovljah. Ne vem, kako bi rekla. Jaz sem bila res zelo vpeta v to zborovsko petje. Poslušali smo narodno zabavno glasbo, bolj kot ne, kajti tudi dedi, mislim, igrali smo harmoniko, so imeli pa kitaro in smo bolj takšne pesmi potem tudi prepevali. Moram pa reči, da smo vedno prepevali triglasno, ne. Kakorkoli se je nekdo uglasil, Trbovlje je eno tako mesto ali pa mogoče Slovenci celo nasploh, da takoj, ko nekdo prepeva, mu nekdo z drugo štimo rečemo, a ne, se pridruži in tretji že svojo poje, a ne, tako da smo res en tak pevski narod in znamo zapeti tako, kot je treba, a ne. Danes je pač vpliv tudi na otroke in pa tudi na nas vpliv te sodobne glasbe, raznih drugih zvrsti, pop glasbe, rock oziroma teh novodobnih zapisov glasbe in vem pa, da je tako, ko se pa otroci in pa malo starejši najstniki srečajo s takšno glasbo, jih pa prav tako gane. Prav tako jih prevzame, kajti harmonija v teh skladbah, v teh pesmih so res čudovite in se te res dotaknejo. Kako da čutiš nekaj, da je to naše, da je to naša dediščina, naša kultura. Tako. Zdaj si članica oziroma vodja Plavic, pevska zasedba Plavice. Kaj prepevate? Ja, Plavice imamo raznovrsten repertoar, seveda vsaka skupina teži za tem, da prepeva raznovrstne pesmi, od umetnih slovenskih, pa tujih, pa potem tudi slovenske ljudske pesmi, ne nazadnje treba ohranjati, a ne, domačo kulturo, tudi narodno zabavne priredbe, pa priredbe zabavnih slovenskih popevk. Tako da smo, kadar nas pokličajo na različne prireditve, a ne, tudi malce pripravljene, da Rade greste? tako zapojemo pač tisto, kar od nas želijo. Rade gremo in vedno se rade odzovemo. Kaj to pomeni petje? Kaj ti je to tako pomembno? Ne vem, morda sproščanje, morda nekaj tistega, kar ti ne more dati vsakdo za tvojo dušo, a ne. Ko te harmonija se tako dotakne tvoje duše, ne, da ti privabi solze na oči. Vedno so mi rekli, ko sem odhajala na vajo, tudi kolegice še v šoli, zdaj bo šla pa še na vajo, ne, a nisi utrujena, cel dan si poslušala otroke, ne, ker sem delala v šoli, cel dan si prepevala z njimi, zdaj greš pa še sama. Ja, ampak to delam za svojo dušo, ne, in to mene sprošča. In že tiste prve dihalne sprostitvene vaje, preden smo začeli s pesmimi navajami, so ti dale en tist, a ne, sprostitev. V tretjem delu bova še malo govorili o tem, kako je bil kar dolg proces, da iz nekih zapisov na roke pridemo do take zbirke, kot je pred nama, da se je ohranilo v večnost. Pred odmorom pa še ena knapovska. Veseli knapi. Po šihti rad prepevajo, ob colenk rad polumpajo. Če kaj ne gre, zakovnejo, če treba, se pa stjepajo. Evo, en odmor. S Karmen Lindič se pogovarjava o pesniški zbirki Oj, dolina ti Trbovska. Karmen, kakšen je pa zdaj postopek od tega, da v omari najdeš nekaj zapisa na roke napisanih not po besedil, do te oblike, da vsakdo lahko ustavi in začne igrati in peti te čudovite pesmi? Ja, ti rokopisi so bili res že nekateri zelo stari, slabo berljivi. Tudi, veste, ko pišemo na roko, a ne, hitimo, pa ne veš, a je to v notnem črtovju na črti ali je nad črto. Ja, in treba jih je bilo digitalizirati, a ne, pač spraviti v drugačen zapis in poiskati strokovnjaka, ki bo to naredil. In s pomočjo založbe Petka smo ga tudi našli. Luka Grobolšek je bil pripravljen vse te zapise digitalizirati, ne nazadnje tudi zapise, ki smo jih našli za tamburaško skupino. Luka je tudi te digitaliziral, potem pa, ko je stopil v stik s Heleno Vidic, ki je strokovnjakinja na področju tudi tamburaških skupin, sta ugotovila, da je res pisan samo za točno določeno zasedbo, manjšo, in sta potem je Luka na pobudo Helene pač razširil ta zapis, aranžma napisal za tamburaški orkester. Ja, je bil kar tak zajeten projekt, tako da Luka, vse pohvale, moramo pa poudariti, pa smo take malenkosti, ne, ko res želimo, da se ohranja
Grafično oblikoval tudi Trboveljčan Slavko Garantini. In sicer so te zapisi, ki so se našli, so upleteni v samo grafično podobo, ker to je res taka knjiga poklon naši dediščini. Ko smo imeli predstavitev knjige, so prišli tamburaši in sicer iz Litije, Šmartnega. In potem je marsikdo rekel, da ne povezujejo tamburašev s Trbovljem. Ja, morda je to ena takšna čudna, napačna trditev, kajti tamburaši so delovali v Trbovljah. In že pred drugo svetovno vojno sem zvedela, je na Kleku narodna herojinja Tončka Čeč imela neko tamburaško skupino. Torej so delovali, pa morda po vojni se je to nekako zgubilo, in niso potem tako izobraževali te mlade tamburaše, kot so jih recimo v Litiji ali pa kje drugje v Sloveniji, da se je to ohranilo. Ja, in Helena in Luka, sta sodelovala pri aranžmaju teh tamburaških sestava not, sta potem stopila v kontakt s tamburaškim orkestrom Šmartno, oni so bili pripravljeni nekaj teh pesmi naštudirati in na sami predstavitvi knjige smo potem skupaj odigrali, zapeli in pesmi so zvenele nekako tako kot tista leta, ko so skupaj prepevali tercet ženski, in pa ta manjša zasedba tamburašev. Pa moramo jih pohvaliti, kar nisem vedela. Ta tamburaški orkester Šmartno pri Litiji dosega tako visoka priznanja, ne samo na državnem nivoju, ampak tudi v mednarodnem prostoru. Ja, tako so res zelo da so dobri. in bronaste in mislim zlata priznanja, da so res dobri in ne nazadnje zelo mladi. Mene je presenetilo to, kako mladih tamburašev, teh najstnikov, ko bi rekli, najstniki pa danes niso za to. So, samo prav jih je treba od malega vzgajati. Pa je bilo pa še lepo, ko so rekli, saj neki so taki uspehi, ki jih dosegajo, ampak da so najbolj ponosni pa na to, da uspejo združiti te generacije zelo mladih in starejših in da skupaj znajo in uživati, dosegati uspehe, pa tudi imeti nek lep skupen čas. In ne nazadnje starejši tudi mlajšim predajajo izkušnje, znanje. In jaz bi tudi želela, da ti zvezki dosežejo tudi morda šolske zbore, morda ostala društva, kjer delujejo ženski pevski zbori ali pa ostale tamburaške skupine, da se jih vsekakor lotijo naštudirati. Pesmi so res, res lepe, čustvene in ko jih bodo enkrat začeli izdelovati, prepevati, morda potem s kakšno zasedbo izvajati, bodo našli tisto duševno zagotovilo, da je to. Je meni bilo lepo tudi na predstavitvi, ko ste ve zapele, pa tamburaši zraven zaigrali in potem ta besedila. Vmes sem malo posmejala ob teh izrazih zasavskih, ampak na koncu si videl te solzne oči, ko da čutiš, da to je to, to je naše in to je res vredno ohranjati tudi za naslednje generacije. To je naša zgodovina. Pa tudi še posameznim živečim ljudem, Trboveljčanom, ki so poznali te ljudi, ki so zdaj žal vsi pokojni, ko vidiš njihove srečne obraze, da je to pravzaprav poklon njihovi generaciji, generaciji njihovih prijateljev, znancev, ki so takrat ustvarjali in delovali in da bo to ostalo za zanamce. Ja. To je bil tudi cilj, da se ohrani. Kaj pa osebno, po letu pa pol kar konkretnega dela, ko naenkrat dobiš tako knjigo zbrano, vse skupaj, kakšni so občutki? Ja, najprej seveda wow, tako lepa je, res se mi je zdela lepa zbirka, pač ker predstavlja eno zapuščino, je tudi oblikovana tako, in potem wow, imam jo, Pa moram reči tudi vsi znanci, vsi prijatelji, vsi pevski kolegi in kolegice, hvalijo in potrepljajo po ramenih, uspelo ti je, Ja, res, poklon, uspelo ti je. A misliš, se že kaj čuti, da kaj več se te pesmi pojejo in igrajo? So dostopne tudi takim, ki prej niso vedeli za njih? Ja, jaz upam, da bodo dostopne, oziroma bo zdaj to moj cilj, naslednji, da bom poiskala čim več društev, čim več teh ljudi, ki bi znali to s pridom in z veseljem uporabiti, ker ti zaenkrat smo v Sloveniji, vokalna skupina Plavica, edina skupina, ki zaenkrat te pesmi izvaja.
Zaenkrat. Tako. Se bomo potrudili, da bo širše. Mimo grede, kaj so plavice? Ja, To povejva. jaz se včasih pošalim, a ne, in rečem, da je to pravzaprav plevel, ne. To je ena taka zelo lepa plava rožica, ki raste sredi žitnega polja, a ne, in tako nekako lepo to monotonost žitnega tlasa, a ne, predrami s to svojo čudovito modro barvo, kot jo imam tudi jaz danes na sebi. Tako kot ve plavice, ko zapojete. Zaključiva pa še z eno tako trboveljsko mislijo, in sicer trboveljskega pesnika Ludvika Mrzela. In pravi tako: Kdor je bil enkrat doma v Trbovljah, bo težko pod soncem našel drugo domovino, zakaj vse, kar je doživel lepega, dobrega in gorja v tej kraljici naših črnih dolin, pojde z njim do konca življenja. Beseda Trbovlje mu je zmerom ostala kakor svetel spomin, kakor pritajeno upanje njegovega srca, kakor njegov edini poslednji cilj. V besedi Trbovlje je dejansko dovolj programa za celo človeško življenje. Karmen, kaj pa tebi pomeni Trbovlje? Dom v prvi vrsti, kjer sem si ustvarila družino, kjer rastejo moji vnuki, a ne, in to je eno takšno zatočišče, kamor se vračam, kjerkoli sem, ko pridem domov, pa rečem, spet sem doma, ne. In to je tisto čustvo, ki te veže. Karmen, najlepša hvala. Mislim, da si naredila čudovito delo, ker ko pogledamo nazaj, v svetu obstaja ogromno knjig, v Sloveniji obstaja ogromno knjig. Kar pa res ostane, je pa ta dediščina, ki jo pustimo za sabo, ko rečemo naslednjim generacijam, poglejte, to so korenine, iz kje izhajate. In tako verjamem, da lahko imajo to notranjo stabilnost, pomoč, da rečejo, vem, kje je moj dom, vem, kje je moje zatočišče, pa tudi, če gre potem po celem svetu. In ta knjiga je ena od teh stvari, ki pomagajo pri tem. Tako da hvala ti. Enako.